Najprej en lep pozdrav vsem, veseli me, da ste se udeležili našega novinarskega srečanja. Vsakega od naših sogovornikov vam bom predstavila sproti. Ob koncu se bomo dogovorili tudi za kakšne izjave, za elektronske medije, odgovore na vprašanje, če se strinjate. Morda, da zdaj v prvem delu povejo oni tisto, kar so pripravili, kar vam želijo sporočiti, pa potem v drugem delu bi se pa mogoče pogovarjali, pa vam pomagali z vašimi vprašanji. Tako da jaz zdaj kar predajam besedo našemu gostitelju, gospodu Miranu Gorenšku, županu občine Slovenske Konjice. Hvala lepa, spoštovani gospe in gospodje, lepo pozdravljeni in dobrodošli v Slovenskih Konjicah, kjer smo radi gostitelji različnih dogodkov, tokrat pa imamo tudi še poseben razlog, da je osrednji dogodek v okviru letošnjih dni Evropske kulturne dediščine prav v Konjicah oziroma natančneje v Žički kartuziji, kajti v letošnjem letu obeležujemo 850-letnico prihoda kartuzijanov v naše kraje. O tem smo že posebej proslavili 4. julija na osrednji slovesnosti, pa vendar, vse leto je posvečeno temu dogodku in tako smo nekako izrazili tudi željo, da bi bili gostitelji tako dnevov Evropske kulturne dediščine kot vseh dogodkov, ki jih v okviru Združenja zgodovinskih mest se dogaja v letošnjem letu po celi Sloveniji. Tako da smo izjemno veseli, da bomo v naslednji petek, to je 25. septembra, ko bo po celotni Sloveniji potekalo ogromno dogodkov in tudi otvoritev bo v več mestih, ampak osrednji dogodek pa bo ob 12. uri tukaj pri nas na Mestnem trgu. Seveda, v celoten dan bodo potekali različni dogodki, delavnice in med 10. in 14. uro se bo na Mestnem in tudi na Starem trgu v Konjicah marsikaj dogajalo, kjer bomo vključili vse konjiške šole, vrtec z vsemi enotami, potem osnovno šolo Loče, glasbeno šolo Slovenske Konjice, gimnazijo, številna kulturna društva, turistično-informacijski center in pa tudi center za kulturne prireditve. In ob 12. uri bomo na osrednji prireditvi z naslovom Praznujte z nami, bodo ti učenci prikazali v enem takšnem zgoščenem programu tudi svojo dejavnost. Osrednji dogodek pa, kot že rečeno, bo v Žički kartuziji, kjer bomo začeli že ob 16. uri. Letos smo priključili tudi tako imenovani festival lepopisa, 11. po vrsti, v katerega osnovni namen je, da spodbudimo mlado generacijo, da zna svoje izdelke tudi napisati, tako da lahko drugi tudi prečitajo, kar so napisali. Seveda, osrednjo dogodek pa bo, oziroma osrednje slovesno odprtje teh 25 dnevov Evropske kulturne dediščine in pa 3. tedna kulturne dediščine bo ob 18. uri v Žički kartuziji, kjer pričakujemo tudi obisk ministrice za kulturo, magistrice Julijane Bizjak-Mlakar in pa še kar nekaj drugih gostov, tako da prisrčno vabljeni tako na ogled oziroma sodelujete pri različnih dogodkih, ki se bodo odvijali. Vsekakor pa bo prav zanimiv dogodek ta osrednja slovesnost ob odprtju 25 dnevov Evropske kulturne dediščine. Tukaj mogoče na kratko, verjamem pa, da bodo ostali vsak po svojem segmentu še dodali kakšne podrobnosti, tako da bo slika tudi celovita. Najlepša hvala. Jaz pa kar predajam besedo generalnemu direktorju Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, gospodu Jerneju Hudolinu, ki bo pravzaprav povedal nekaj besed z vidika nas kot koordinatorja te velike prireditve. Te prireditve res veseli, da ste se odzvali našemu vabilu, da bi tako skupaj širši slovenski javnosti predstavili letošnje dneve Evropske kulturne dediščine. Letos mineva 25 let od prve organizirane
prireditve na temo Evropski dnevi kulturne dediščine. Temu smo posvetili nekako tudi letošnjo temo, zato je tema praznovanja. To bo sicer v nadaljevanju več v zvezi s tem razložila koordinatorka z naše strani, vodja projekta. Lansko leto smo dneve posvetili mladim. Tema dnevov je bila Dediščina gre v šole in to se nam je zdelo še kako smiselno, ker smo že kar nekaj let nekako zoreli idejo, da so mladi tisto najboljše, tista največja srčika, ki jo lahko zadanemo s tem, da ponesemo kulturno dediščino, pomen kulturne dediščine za narod, za prostor, v globje v družbo, globje v pomen. Število mladih, ki se letos vključuje, se je podvojilo. To nam nekako je zelo dober pokazatelj, da je bila tema prava, da je bila usmeritev prava in s tem tudi želimo nadaljevati. Zato je tudi program, vso to bogatstvo teh, jaz mislim, da je okrog 400 prireditev, zasnovanih v veliki meri na mladih, na vključevanju mladih v te procese. To, kar je še letos mogoče novo, je to res zelo izrazito sodelovanje Združenja zgodovinskih mest Slovenije. To v zavodu razumemo kot eno res fantastično gesto. Vsa ta mesta so pravzaprav polna zgodovine, polna na prvi pogled predvsem nepremične kulturne dediščine, seveda s tem povezano pa tudi vse ostalo v celotnem širokem pomenu kulturne dediščine. Mi to skupaj razumemo kot neko zavezo, da bomo skupaj s tem nadaljevali, da je to neka stalnica, ki se bo potem vlekla tudi v naslednja leta in da bomo posredno seveda s tem tudi skupaj skrbeli za vso to dediščino, ki jo ta bogata mesta imajo, ki jo lahko nam pokažejo in dajo. Zdaj, več o tem, se pravim, bo razložila kolegica. Jaz bi se ob koncu želel samo zahvaliti vsem. Županom teh zgodovinskih mest združenja, potem generalni sekretarki združenja Mateji Hafner Dolenc, za vso to pripravljenost, za res en tak topu, konstruktiven sprejem ideje in pa samo realizacijo vsega. Potem svojim sodelavkam in sodelavcem, kar precej jih je, seveda ne nazadnje, na prvem mestu pravzaprav pa koordinatorki Nataši Gorenc, ki bo majčkeno kasneje za mano potem povedala o letošnjih dnevih pa bistveno več. Hvala. Hvala. Kot je omenil že naš direktor Jernej Hudolin, je v bistvu za zavod zelo pomembno to sodelovanje z občinami in med nami je tudi gospod Gorazd Orešek, podžupan mestne občine Ptuj, pa bi ga prosila, da pravzaprav predstavi tudi njihov vidik pri tem sodelovanju. Praznovanja se pojavljajo v letnem ciklu našega življenja venomer, pogosto pa pozabljamo ali premalo ozaveščamo njihov izvor oziroma njihov pomen. Z dnevi Evropske kulturne dediščine želimo javnosti približati kulturno dediščino in njen pomen za sodobnega človeka ter čas in okolje, v katerem živi. Na ptujskem koncu bo v teh dneh ob tem dogodku zagotovo pestro. Pripravili smo obilico dogodkov, tudi pri nas sodelujejo v bistvu vse osnovne šole, vrtci, gimnazija, pokrajinski muzej in tudi razna društva, tako da bo dogodkov zelo veliko. Dnevi Evropske kulturne dediščine bodo med 25. septembrom in 3. oktobrom zagotovo popestrili dogajanje na Ptuju z raznimi prireditvami, delavnicami, izobraževalnimi uricami, kjer bodo lahko obiskovalci zvedeli še kaj več o bogati kulturni dediščini Ptuja. Če omenim samo nekaj dogodkov, ki bi jih želel izpostaviti, že na sami prireditvi o odprtju tega dogodka bo na Ptuju
25. septembra od 12. do 17. ure potekal dogodek pred mestno hišo Šege in navade na Ptuju in v Spodnjem Podravju, kjer bodo na prostem se zvrstile razne delavnice in prikazi starih obrti, predstavljene bodo tudi značilne jedi in to od pustovanja, martinovanja, pa vse do hrane, ki so jo na našem območju pripravljali že Rimljani. Med drugim bodo v društvu Poetovio 69 izvedli eno delavnico, kjer bodo izdelovali rimske oljenke, s katerimi so si Rimljani več kot tisočletje svetili po noči in to bo prav gotovo zanimivo tudi za naše najmlajše. V gimnaziji so pripravili zanimiv projekt Gimnazijski maturant nekoč in danes, kjer želijo v bistvu primerjati ta praznovanja od maturantskega plesa, predaje ključa, zaključka pouka do upravljanja mature in to primerjati, kako je to bilo nekoč in kako je to danes. Pokrajinski muzej Ptuj Ormož organizira predavanje na temo nepremične slikarske dediščine, kjer se bomo spraševali, kaj sploh so stenske slike, katere tehnike poznamo, kako nastane prava freska in to je le nekaj vprašanj, na katere bo odgovarjal restauratorski, konzervatorski svetnik magister Bine Kovačič. V osnovnih šolah so si zadali obilico nekega raziskovalnega dela, med drugim bodo raziskovali tudi pomen godovanja. Včasih se je god praznoval nekoliko drugače kot danes in na podlagi te raziskave, ki bodo jo naredili učenci in njihovi mentorji, bodo pripravili tudi gledališko uprizoritev tega, tako da se že vsi veselimo, kaj bo iz tega nastalo. Kulturna dediščina v rokah mladih, vsi govorimo, na mladih svet stoji, to seveda drži, toda mlade je potrebno tudi izobraziti o kulturi in preteklosti svojega kraja. Tako bodo učenci osnovne šole Ljudski vrt raziskovali, kaj so prazniki dejansko pomenili ljudem nekoč in kaj jim pomenijo danes. Raziskovali bodo tudi razne praznične jedi, običaje ob rojstvu, smrti, tradicionalne noše in se učili ljudskih plesov, pesmi ter izdelovanja etnoloških glasbil in predmetov. Ker prepoznavamo pomembnost kulturne dediščine, se tudi v občinskem glasilu posvečamo tej temi. Ptujčan, mesečnik Mestne občine Ptuj, ki izide ravno na otvoritveni dan, 25. septembra, bo v osrednji temi popolnoma posvečen kulturni dediščini. Tudi na ta način izobražujemo in osveščamo naše občane o raznolikosti, ki se skriva pod pojmom kulturna dediščina, da to niso le šege in navade ter folklora, ampak da se ozrejo tudi za svojo arhitekturno in slikarsko dediščino, glasbeno dediščino. Ptujski pihalni orkester recimo ravno letos praznuje 160-letnico, kar je kar častitljiva obletnica, pa tudi za industrijsko dediščino, ki jo imamo kar nekaj na Ptuju. Ena izmed tega je recimo stara usnjarna na Ptuju. Toliko za enkrat, če pa bo kakšna vprašanja, pa se rad kaj odgovorim. Hvala gospodu Leščku za to predstavitev. Del programa, se to smo vam pripravili tudi v gradilu za medije, tako da pravzaprav podrobnosti najdete v vrečkah in pa seveda na naši spletni strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Zdaj pa seveda predajam besedo koordinatorki Nataša Gorenc, mislim, da ona pravzaprav lahko pove največ o tem delu, kaj se je dogajalo v tem letu, ko se je pripravljal predvsem. Hvala za besedo in prav lep pozdrav še z moje strani. Ja, kar težko bi govorila o vseh 400 dogodkih. Moram reči, da je ena taka osebna izkušnja, ampak jaz kar komaj sledim vsemu temu napredku. Predlansko leto je bilo 250 dogodkov, lani je bilo 350, letos 400. In jaz sem prepričana, da je to zato, ker se povezujemo. Letos smo regionalna srečanja organizirali skupaj z občinami
iz Združenja zgodovinskih mest in še nekaterimi ostalimi in to se je v bistvu izkazal za zelo dober prijem, kajti odziv je bil še boljši kot pretekla leta. Kot rečeno, jaz težko govorim o vseh 400 dogodkih, zato bi mogoče spregovorila nekaj o letošnji temi. Za vas smo pripravili, kot je že Damjana povedala, materijale, tukaj je res veliko informacij, to je vse slovenska brošura, so zbrani vsi dogodki, ki potekajo v tem tednu od 25.9. do 3. oktobra. Druga je otvoritvena, tukaj je zbranih vseh 12 mest, v katerih se bodo odvijala odprtja. Potem smo vam pripravili letos tudi obvestilo za javnost strani Sveta Evrope in Evropske unije in pa seveda publikacijo, ki jo bo zadnjo v seriji, ki je šla 18. že po vrsti, ki je šla v zbirki Dneva evropske kulturne dediščine, ki smo jo tudi izdali ob enem velikem praznovanju naše službe, 100. obletnici organiziranega varstva kulturne dediščine. In če se vrnemo k tem našim tiskovinam, že celostna podoba naša pravzaprav nekako nagovarja oziroma govori o letošnji temi, se pravi, praznično leto se začne spomladi in za simbol maskiranj, oziroma šemljanj, ki so zelo povezana s praznovanji, smo tule vključili ptujskega koranta, ki ga vsi dobro poznate. Potem poletje simbolizira pa povezavo, bi rekla, z naravno dediščino tudi, simboliko iz narave, ki je povezana s praznovanji, slika Poletje Ivane Kobilce. V sredini vidite eno fotografijo, ki je nastala leta 2006 v Škofji Loki na odprtju Dneva evropske kulturne dediščine in to je sodobna oblika praznovanj. In pa seveda to božično drevesce, ki je simbol družinskih praznovanj ob božiču, neka vrsta, posebna vrsta mlaja. Je pa to motiv iz voščilnice, kar hkrati smo nagovarjali ob predstavitvah teme, voščilnic ne pošiljamo več. Tudi to je ena taka spodbuda bila, s katero so se ukvarjali in v muzejih in v šolah in tudi zelo hvaležna tema. Pri obravnavi teh tem, ki so povezane s praznovanji, smo pravzaprav povezovali vzporednice z nekoč, danes in jutri, jih obravnavali tudi kritično, se spraševali, kakšna so bila praznovanja včasih, kakšna so danes, kaj in zakaj se je spremenilo in pa predvsem, kakšno vlogo imajo praznovanja v življenju posameznika, družine, skupnosti in v globalnem svetu danes. Vsi radi praznujemo, vsi se veselimo praznovanj, ampak dejstvo je, da zelo malo vemo o njihovem simbolnem pomenu. No in odgovore na vsa ta vprašanja najdete v, bi rekla, vsej tej bogati paleti 400 dogodkov v teh dveh brošurah in pa vse to kaže tudi na to, da so številni organizatorji imeli res veliko domišljijo pri obravnavi teh tem. Recimo od sprehoda med freskami Iveta Šubica v Poljanah nad Škofjo Loko, kjer so motivi, pač bi rekla, iz obredov ob delovnih praznovanjih, do podoknic v Idriji, v Žireh predstavljajo politične proslave, kako gresta pa naravna in kulturna dediščina z roko v roki in kako so praznovanja s tem povezana, pa zveste v sprehodu po Šturmovski Loki. To je nekaj, bi rekla, čist takih biserčkov, ja, hvala, Damjana. Letos je ena velika posebnost to, da se je 30 držav v okviru Evrope poenotilo v skupni temi industrijska dediščina. Mi smo to temo celovito obravnavali v okviru Dneva evropske kulturne dediščine že v letu 2002.
vendar je tema tako aktualna, da smo se ji pač pridružili z nekaterimi dogodki, ki jih tudi najdete v brošuri. Jaz bi upozorila mogoče na simpozij, ki ga naš zavod skupaj z ICOMOS-om Slovenije in Svetom Evrope organizira na Bledu med 1. in 3. oktobrom. Ja. No, gre pa za spodbujanje zavedanja o pomenu industrijske dediščine, njeni potencialni vrednosti za gospodarstvo, predvsem v smislu turizma. Kot veste, je v prostoru jugovzhodne Evrope, predvsem zaradi gospodarskih, političnih sprememb, je ta dediščina pravzaprav zelo ogrožena na nek način, propada in v zahodnem svetu in tudi pri nas, v Sloveniji, imamo kar nekaj primerov, kako se da, bi rekla, te vsebine približati javnosti in tudi služiti z njimi. No, potem bi mogoče šla na naš osrednji dogodek in bi se še enkrat zahvalila Mateji Hafner, Združenju zgodovinskih mest in pa predvsem vsem občinam. Namreč situacija je bila taka, lansko leto jeseni smo dobili 2 vabili za otvoritev Dneva evropske kulturne dediščine. Eno je prišlo iz strani Združenja zgodovinskih mest, drugo je prišlo iz strani občine Slovenske Konjice oziroma Žičke Kartuzije, ki letos, vemo, že zelo lepo obeležuje svojo 850-letnico in pa seveda pred kratkim tudi se veselijo mi skupaj z vami imenovanja na seznam spomenikov državnega pomena. In to nam je uspelo zelo lepo združiti v eno tako res, bi rekla, krasno, bogato, kvalitetno praznovanje dediščine. Ob 12. uri 25. septembra začnemo v Kopru, Kostanjevici na Krki, Kranju, Novem mestu, Piranu, na Ptuju, v Slovenskih Konjicah, Škofji Loki, Tržiču, Žužemberku, v Idriji in Radovljici pa že ob 10. uri. No, med temi regionalnimi srečanji in pa bi rekla pripravami na ta odprtja so nas pa vodile 3 smernice, bi rekla tako. Prva je bila, da želimo vključiti mlade, vrtce, šole, srednje šole, gimnazije, da želimo s temi prireditvami otvoritvenimi prikazati naravno in kulturno dediščino tega okolja. Rdeča nit vseh teh dogodkov so pa seveda številna praznovanja. Še enkrat hvala vsem skupaj za tako lepo sodelovanje, toliko bi bilo z moje strani. Nataša, hvala. Potem morda Nataša omenila, da je mednarodni simpozij na naših spletnih straneh, najdete tudi programe in vse, če bi bolj kaj več zanimajo v tem simpoziju, kaj se bo pravzaprav v začetku oktobra dogajalo na Bledu. Gospe Mateji Hafner Dolenc, danes smo že slišali nekaj zahval, tako da kot zadnji govornici v tem delu predajam besedo in zato smo še dolgo. Hvala za besedo. Lep pozdrav v imenu vseh mest, članic Združenja zgodovinskih mest Slovenije, ki imamo na svojem ozemlju velik del najkvalitetnejše stavbne dediščine, na katero smo ponosni in ki jo tudi zvesto čuvamo in po svojih najboljših močeh tudi obnavljamo. Tako smo zapisali tudi v svoj program dela, v svojo listino o ustanovitvi, da si bomo prizadevali za promocijo, varstvo in prenovo mest in naših starih mestnih jeder. Zato je kar logično in kar kliče, da se pridružimo Zavodu za varstvo kulturne dediščine pri organizaciji ali pa pri poteku dneva evropske kulturne dediščine, ki so prav tako namenjeni promociji in kulturne dediščine in našemu zavedanju o pomenu le-te za našo prihodnost. Tako smo mesta pripravila v mestnih središčih ogrlico otvoritvenih slovesnosti, pisanih bogatih dogodkov, ki bodo potekala 25. septembra, točno ob 12. ali pa 2 uri, se je začela že 2 ure prej, v naših mestnih središčih. To bo prispevek k
poteku dneva evropske kulturne dediščine in pa seveda k oživljanju naših starih mestnih jeder, kar si v združenju tudi ves čas prizadevamo. Nekatera mesta že desetletje sodelujemo pri poteku, pri gibanju, kot imenujemo dneve evropske kulturne dediščine, nekatera so se letos temu gibanju pridružila prvič. Prepričana pa sem, da pa ne zadnjič. Bom zelo kratka, ob koncu samo še res iskrena zahvala vsem 12 županom, ki so podprli idejo in omogočili izvedbo teh pisanih dogodkov po naših mestih. Iskrena zahvala tudi vodstvu Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in nacionalni koordinatorki, ki je ves čas bila naša pomoč in dobra roka, ki nas je vodila skozi pripravo programa. Hvala pa seveda vsem, ki so pripravili program poteka, program tako otvoritvene slovesnosti, kot vseh ostalih dogodkov, ki potekajo po naših mestih. Mnogo jih je, ogromno jih je, a vsi prizadevno od prvega do zadnjega z eno veliko željo po zavedanju pomena naše stavbne dediščine po naših mestih, predvsem pa, kar je bilo danes že enkrat poudarjeno, pa bi želela še enkrat, kulturno dediščino približujemo z otvoritvenimi slovesnostmi otrokom. In otroci so bili tisti, ki so po naših mestih pripravili glavnino dogodkov in prav vse otvoritvene slovesnosti. Kajti kulturno dediščino, kolikor jo želimo ohraniti za prihodnost, jo moramo približati mladim. Mogoče samo še to, da z letošnjo temo praznovanje se tudi Združenje zgodovinskih mest začenja praznovanje 15-letnice svojega delovanja, ki bo pa naslednje leto. Tako da smo aktualni že za prihodnje leto. Hvala. Hvala, gospod Matej Krafn-Dolenc. Praznovanja, pojem, kot smo videli iz programa, zelo širok odgovorov, kaj praznovanje je, in bodo različni organizatorji ponudili po celi Sloveniji. Za nas, konzervatorje in restauratorje, pa je verjetno temelj praznovanja takrat, ko en spomenik živi, ko zaživi v neki novi zgodbi, in nekako del tega je zapisano tudi v knjigi Stoletno dobro dediščine, ki je šla ob našem posebnem praznovanju leta 2013, naši stoletnici konzervatorske službe na Slovenskem, pa bi prosila generalnega konzervatorja, dr. Roberta Peskarja, da nam pove nekaj besed o tem. Ki je bila, kot rečeno, vezana na praznovanje 100. obletnice organizirane spomeniško-varstvene dejavnosti v Sloveniji. Knjigo imate sicer tudi v tem gradivu. No, leta 1913 je bil Frances Tele, utemeljitelj slovenskega konzervatorstva, imenovan za deželnega konzervatorja za Kranjsko. No, zavodove območne enote so v počastitev tega dogodka v letu 2013 pripravile različne razstave, ki so hkrati obeleževale tudi obletnice njihove ustanovitve kot samostojnih, kot sprva samostojnih zavodov. No, drug, še pomembnejši ali pa enako pomemben razlog za slavje danes oziroma za današnjo predstavitev pa je pravzaprav 70. obletnica dejanske ustanovitve našega zavoda. 27. avgusta 1945 je bil namreč ustanovljen Zavod za varstvo in znanstveno preučevanje kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti kot pravzaprav neposredni predhodnik današnjega Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. No, prvi ravnatelj, Franz Šijanec, je nastopil kot vodja zavoda 4. oktobra 1945 in je s tem dnem je pravzaprav zavod tudi pričel s svojim delom in se pravi, imamo še nekaj dni do svojega rojstnega dne. No, ob 100. obletnici je zavod v začetku leta 2014 pripravil tudi eno precej obsežno razstavo. No, letos pa smo kot rezultat teh vseh prizadevanj uspeli izdati to publikacijo, ki združuje na eni strani oris konzervatorstva v zadnjih 100 letih,
No, po drugi strani pa seveda tudi dosežke našega zavoda od ustanovitve leta 1945 torej 45. naprej. No, že v uvodu pa moram seveda poudariti, da ta publikacija ne pomeni nek celovit oris naše dejavnosti, pač pa torej ta naloga, se pravi en pregled zgodovine konzervatorstva nas še čaka, pač pa pomeni seveda doslej najbolj obsežen oris konzervatorske dejavnosti v zadnjih 100 letih, še posebej pa v zadnjih 70 letih, še posebej to velja za spomeniško varstvo oziroma konzervatorsko prakso. Zdaj pri pripravi prispevkov, ki obsegajo nekako, oziroma malo več kot 400 strani, je sodelovalo več kot 50 avtorjev, ki izhajajo ne samo iz vrst zavoda, ampak seveda izvirajo tudi iz drugih inštitucij, tako da je pestra paleta teh avtorjev. No, toliko zdaj za uvod. Zdaj, kar se pa tiče same vsebine, bi pa seveda opozoril na tem mestu samo na najpomembnejše. Torej, tematsko je knjiga razdeljena v 3 sklope. Prvega predstavlja razvoj spomeniško-varstvenega, torej spomeniškega varstva pravzaprav v Sloveniji, se pravi, gre za nek zgodovinski oris. Drugi je interdisciplinarnost v službi varstva, seveda med teorijo in prakso. Tu so predstavljene predvsem take konkretne teme in pa naloge oziroma dosežki, in pa tretji sklop predstavljajo tudi izzivi in priložnosti, kjer so predstavljene nekatere bolj sistemske naloge. No, uvodni prispevek predstavlja pravzaprav ponatis članka Franceta Steleta iz leta 1914, se pravi že eno leto po nastopu svoje službe, je pripravil članek z naslovom Varstvo spomenikov, se pravi zelo kratek in jedrnat, v katerem je, to je zelo pomembno, združil tedanjo spomeniško varstveno doktrino oziroma vrednostno teorijo spomenikov, ki jo je zasnoval Alojz Riger, in pa praktično implementacijo te teorije, kot jo je pripravil Max Dvoržak. Gre seveda za 2 velikana Dunajske umetnostno-trgovinske šole. No, kasneje je Stele njun prispevek še nekoliko nadgradil in ga nekako prilagodil našim razmeram in s tem položil temelje doktrini, ki je pravzaprav še danes v veljavi. No, v tem kontekstu sledijo 3 prispevki, ki obravnavajo seveda zgodovino konzervatorstva na Slovenskem in pa posamezne mejnike. No, drugi sklop o interdisciplinarnosti začenjajo prispevki o varstvu arheološke dediščine, ki ima podobno kot drugod v Evropi seveda dolgo tradicijo. No, uvodni oris zadeva zgodovino raziskav in pa seveda problematike vezane na arheološko dediščino. Gre tudi za oris posameznih projektov po slovenskih pokrajinah. Posebej je recimo predstavljena arheološka dediščina Ljubljane in pa seveda problematika podvodne arheologije. Omembe vredni so tudi orisi modernih pristopov preventivne arheologije, kot so različne metode daljinskega zaznavanja arheoloških ostanin. To je naloga, ki se recimo v zadnjem času zelo posveča naš novoustanovljeni center za preventivno arheologijo. No, sklop o interdisciplinarnosti nekako nadaljuje oris vloge arhitektov pri obnovah nekaterih ključnih spomenikov v Ljubljani in pa seveda tudi drugod, ki bi mogoče z vidika današnjega časa težko pravzaprav doživeli odobravanje strani strokovne javnosti, čeprav danes ti sodijo seveda med recimo vzorčne primere ohranjanja kulturne dediščine, pri nas recimo dela arhitekta Ivana Vurnika. Potem sklop nadaljuje oris dokumentiranja kulturne dediščine, ki sodi seveda med temeljne naloge vsake spomeniško-varstvene službe po svetu. No, slovenski dosežki so pravzaprav v tem segmentu, oziroma posameznih segmentih, na taki ravni, da jih lahko primerjamo pravzaprav z dosežki tudi v tujini. No, poleg zgodovinskega orisa in metod dokumentiranja so predstavljeni še konkretni primeri. Tukaj bi omenil mogoče Špitalič, ki ga seveda v slovenskih konicah dobro poznajo. Potem sledijo kratki prikazi problematike ohranjanja kulturne dediščine po zvrsteh, recimo etnološka dediščina s konkretnimi primeri, potem vloga krajinske arhitekture znotraj spomeniško-varstvenih nalog
Dalje so posebej predstavljene teme z področja restauriranja, recimo kamnita pa lesena plastika, potem stenske slike, slike na platno in pa seveda tudi vloga naravoslovnih raziskav znotraj restauratorskih postopkov. Iz besedil je nekako razvidno, da so enakomerno zastopane različne znanstvene discipline, čeprav je v začetnem obdobju razvoja konzervatorske doktrine prevladovala seveda umetnostna zgodovina in delno tudi arheologija, ki ste si nekako delili primat nad spomeniško-varstveno doktrino in pa njenim razvojem. Zato je nekaj prispevkov seveda namenjenih tudi temu vidiku, naprimer torej umetnostna zgodovina in konzervatorstvo, potem urbanizem in njegove naloge, potem nazadnje tudi varovanje zgodovinskih spomenikov, ki so v Sloveniji seveda dokaj specifični, recimo spomeniki NOB. No, potem tretji sklop pa nekako predstavljajo teme, ki so vezane večinoma na nove potrebe znotraj razvitih družb. Ena takih je recimo upravljanje spomenikov, potem problematika etnološke dediščine in njenega nezadržnega propadanja v zadnjih desetletjih. Zanimiv je tudi prispevek o grajski arhitekturi in pa njeni zavesti v družbeno-političnih, kako bi rekel, odnosih in tako naprej. Potem tudi seveda moramo omeniti arhitekturo 20. stoletja, dalje predstavitev problematike naravnih nesreč in potresov, zlasti v Posočju, ki so seveda, kot veste, skoraj da spremenili podobo kulturne krajine. Nekako ta sklop zaključuje prispevek o vpetosti predstavitve kulturne dediščine na področju digitalnih tehnologij, kar je seveda izziv vseh spomeniško-varstvenih služb. Predstavljeni je nekaj konkretnih projektov, katerih namen je seveda približati kulturno dediščino širši javnosti. No, prispevki so v publikaciji po zahtevnosti različni, imamo seveda tako znanstvene kot tudi poljudno-strokovne prispevke. Za to knjigo nekako zaključuje obsežen seznam uporabljene literature, ki seveda bralcu omogoča poglobljene vpoglede v posamezne teme in pa problematiko. No, to bi bilo na kratko, zdaj pa če bo seveda kakšno vprašanje, pa se seveda. Bože, znam še nekaj, kar se povedala, da tudi v šoli na koncu je tudi seznam vseh tem, ki so bile 25 dnevov, če lahko to zanima, da je tudi tak lep pregled, no, kakšne teme se gledajo. Potem pa, če vam ne moramo več, smo vam že vse povedali, se vam lahko samo še zahvalim, da ste prišli, upajmo, da povabimo vas tako na prireditve tukaj in po celi državi in upam, da se vidimo vsaj na eni od njih. Hvala lepa.